Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja danes nadaljujejo pogajanja o varčevalnih ukrepih. Vlada naj bi sindikatom predstavila še tretjo različico izhodišč za varčevanje, kjer naj bi spreminjali predvsem del povezan s plačami. Po besedah ministra Senka Pličaniča bodo verjetno šli v smeri kombiniranega zniževanja plač. V podjetju Integral Lendava danes stavka 57 zaposlenih. Delavci niso dobili izplačanih februarskih plač, prispevkov, prevoza na delo ter nadomestil za prehrano in dnevnic. Podjetje se ukvarja s prevozništvom, predvsem naftnih derivatov, ima servisno delavnico in pralnico avtomobilov, kot edini v Lendavi pa opravlja tehnične preglede za vozila. Zaposleni pravijo, da plačil ni, ker ima podjetje blokiran račun zaradi 134 tisoč evrov, ki jih dolguje Petrolu. So nameravali poplačati s prevozi, vendar je Petrol to zavrnil. Gregor Virant, predsednik Državljanske liste, bo pozno popoldne svetu stranke predstavil svojo odločitev glede poslanca Ivana Vogrina, ki mu do konca meseca marca ni uspelo poplačati dolgov. Virant svoje odločitve predtem javnosti ni želel razkriti, po neuradnih informacijah pa naj bi svetu predlagal, naj pozove Vogrina k odstopu. Vogrin, ki je dolžan več upnikom, tudi še ni sporočil, kaj bo storil, a k odstopu z poslanske funkcije ga ne more prisiliti nihče. Slovenske banke so v prvih 2 mesecih leta ustvarile 29 milijonov evrov dobička pred davki, pozitivno poslovanje pa gre pripisati predvsem dejstvu, da so bili stroški oslabitev in rezervacij 66 milijoni evrov, za polovico nižji kot v enakem obdobju lani. Z današnjim odprtjem razstave o oblikovalcu tkanin Ottavio Missoniju se bo pričel niz kulturnih dogodkov, s katerimi se bo v Evropski prestolnici kulture predstavila Italija. Razstava Ottavio Missoni, mojster barv, bo obiskovalcem ponudila vpogled v ustvarjanje svetovno znanega stilista in oblikovalca tkanin, priznanega po značilni in inovativni uporabi barve. Predstavljen bo v 3 sklopih, kot športnik, umetnik in stilist. Z duhom Italije obarvano dogajanje v okviru EPK bo 26. aprila sklenil koncert Folk Histrija. Danes je Mednarodni dan ozaveščenosti in pomoči v boju proti protipehotnim minam. Za pomoč žrtvam min si aktivno prizadeva tudi Slovenija, ki se je letos priključila mednarodni kampanji Posodi svojo nogo. Problem protipehotnih min je danes prisoten v več kot 70 državah po svetu, vsako leto pa terja 4000 novih žrtev. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, več padavin bo v zahodnih in južnih krajih, kjer bodo možne tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne do 16 stopinj Celzija. V petek in soboto bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. V Dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Vse več ljudi v Mariboru lahko preživi le s pomočjo prehrambnih paketov Rdečega križa ali Karitasa. Te dni poteka vpis otrok v vrtce. Bodo zaradi varčevalnih ukrepov vrtci prazni? Prebivalcem ob Stari cesti Maribor-Gruškovje je te dni sodišče prisodilo prve odškodnine. Bodite z nami ob 18.